Obiskali smo tudi bioterapevta Marka Peršiča v Laškem, ki svojim strankam velikokrat za podporno terapijo svetuje tudi izbrane konopljine izdelke. Marko, pozdravljeni. Lep pozdrav. V vašem studiu Biomax v Laškem pomagate ljudem do dobrega počutja in zdravja. Na kakšen način? Res je. V glavnem največ prvenstveno se ukvarjamo z bioterapijo po metodi Zdenka Domančiča. Sem licenciran terapevt bioterapije po metodi Zdenka Domančiča in seveda na ta način največ pomagamo ljudem. Seveda podporno vmes jim pomagamo tudi z biodiagnostiko, torej slikanjem in analizo biopolja, in tudi ti dve metodi sta v bistvu tisti, s čimer se ukvarjamo pri nas. Kot vem pa za podporo večkrat priporočate tudi konopljo in bi mogoče zato danes več povedala o tem, kaj pravzaprav konoplja sploh je. Konoplja je ena res zelo zanimiva rastlina. Same učinke, pozitivne učinke so ljudje poznali že več tisoč let nazaj. Vsebuje več kot 140 različnih kanabinoidov, torej spojin, ki ugodno, blagodejno vplivajo na naše psihofizično zdravje. Ena od teh je tudi CBD? Tako je, ena od teh najbolj raziskanih kanabinoidov je CBD. CBD ali kanabidiol je spojina, ki ima ogromno pozitivnih učinkov, je tudi zelo raziskana. V zadnjem času je pritegnila pozornost številnih znanstvenikov, zdravnikov, kjer se v bistvu delajo nadaljnje raziskave, na kak način oziroma pri katerih težavah najbolj sam CBD pomaga. Je pa CBD popolnoma legalna komponenta? Tako je. CBD je legalna komponenta, ne povzroča omame, ni psihoaktivna za razliko od THC-ja, ki seveda pri nas prepovedana substanca, prepovedana droga. Kakšen pa je terapevtski potencial? Terapevtski potencial samega CBD-ja, torej kanabidiola, je res ogromen. Izkušnje kažejo tudi seveda pri naših pacientih, da si lahko z njim pomagamo res pri zelo širokem spektru težav. Naj omenim samo nekaj najpogostejših, najboljših učinkov CBD-ja na težave, predvsem pri nespečnosti. Potem bi tu omenil še same protivnetno delovanje, potem zelo učinkoviti pri različnih boleznih, recimo Alzheimerjeva bolezen, demenca, multipla skleroza. Zakaj je tako učinkovit? Predvsem zato, ker vpliva na naš periferni živčni sistem in s tem seveda prispeva k našemu psihofizičnemu boljšemu počutju. Slišala sem, da imate izredne uspehe prav pri epilepsiji. Tako je. Epilepsija, bom rekel, je konoplja, CBD konoplja izredno dobro vpliva na samo težavo, na samo bolezen. Kar nekaj iz izkušenj imamo tu pacientov pri nas, ki si pomagajo tudi z samo smolo, konopljino smolo, in seveda so ti napadi, ki so jih prejmeli, bom rekel, na tedenski bazi kar večkrat, so povsem izginili in bi rekel, pacienti zelo dobro funkcionirajo. Ja, na tržišču je zadnje čase zaslediti ogromno izdelkov iz konoplje, ampak midva sva se pogovarjala, da je treba biti pozoren, katere izbereš, kakšne in zakaj in kdaj. Seveda, midva govoriva o posebni izdaji Hempika. Zakaj ste pri vas izbrali prav njih? Ja, res je. Ko smo se lotili samega nasvetov, pomoči našim pacientom na tem celičnem nivoju z izdelki iz CBD konoplje, smo seveda natančno pregledali trg in ugotovili, našli proizvajalca Hempika iz Nove Gorice, kjer nekako, ko smo jih pogledali, na kak način v podjetju delujejo, gre za slovensko pridelavo, gre za ekološko pridelavo, gre za visoko kvaliteten sam proizvodni proces z ekstrakcijo s CO2-jem, kar pomeni, da na koncu produkt je res takšen, kot mora biti, torej kvaliteten in seveda, kar je najpomembnejše za vsak produkt, da učinkuje, da si ljudje z njim lahko pomagajo pri svojih težavah. Sploh ta poudarek, da je ekološka pridelava, se mi zdi zelo pomemben. Da, vsekakor pomembno je, da so izdelki iz ekološke pridelave, da nimajo pesticidov, težkih kovin in podobnih snovi, ki ne sodijo v takšne proizvode. Marko, vi priporočate vsakemu, ki recimo začne uporabljati izdelke, da pride na kakšen posvet, kajti vsak drugače odreagira, vsak rabi drugačno dozo, če temu lahko tako rečeva. Točno. Našim pacientom to predlagamo, torej ljudje, ki bi želeli uporabljati konopljo, želeli uporabljati izdelke iz CBD konoplje, pridejo k nam,
bolj pokličejo in nam pišejo in seveda individualno svetujemo glede na njihove težave, glede na skupek njihovih težav in seveda temu posledično potem tudi jim priporočamo sam odmerek posamezne učinkovine. In najbrž jih potem tudi spremljate. Seveda, običajno ljudje prihajajo nazaj, nam povejo iz svoje izkušnje, na podlagi tega tudi mi dobimo te dragocene povratne informacije in seveda na ta način v bistvu se naše znanje tudi o samih izdelkih bogati. Marko, tule ste mi pripravili vršičke konoplje, zelo zanimivo, kapljice, mazilo in pa smolo. Lahko malce pokomentirala. Seveda, ljudje, ki se ponavadi srečajo prvič s konopljo, nekako se prvo srečajo z kapljicami. Kapljice vsebujejo različno vsebnost CBD-ja. Podjetje Hempika iz Nove Gorice je pripravilo 3, 5 in 10% CBD-ja v samih kapljicah. Potem imamo na voljo tudi smolo. Smola je, bi rekel, ekstrakt, kjer je več prisotnega CBD-ja, in sicer 20 in 30%. Obstaja pa tudi v prodajnem programu mazilo. Mazilo vsebuje 1% CBD-ja in je namenjeno predvsem težavam s kožo, pri suhi koži, pri samih spuščajih in podobno. Marko, samo še nekaj bi vprašala, recimo konopljino olje, ki ga uporabljamo v prehrani in tile izdelki, ena razlika najbrž obstaja. Ja, seveda. V kapljicah je izvleček vršička konoplje, ki je raztopljen v hladno stiskanem olju in seveda je bistveno bolj učinkovit in večji sami terapevtski učinek ima kot pa samo olje. Kaj pa recimo preventivno? Je smiselno uporabljati recimo kapljice? Absolutno. Tudi sam jih uporabljam. Zakaj? Predvsem zato, ker pač obnavljajo, rekli smo že v začetku, da obnavljajo naš periferni živčni sistem in seveda na podlagi tega lahko preventivno dosežemo neko psihofizično stanje. Mogoče bi dodal še to, da je pač zelo pomembno, da ljudje vejo, da sami kanabinoidi v samih izdelkih ugodno vplivajo na naš endokanabinoidni sistem, ki ga ima človeško telo in seveda posledično prispevajo k dobremu počutju in zdravju ljudi. Marko, jaz včasih zvečer malce težje zaspim, ker imam polno glavo misli in skrbi, bi mi tele kapljice znale pomagati? Jaz mislim, da iz izkušenj, ki jih imamo s pacienti, z našimi pacienti, zelo dober učinek tudi pri nespečnosti. Vsekakor pa jaz priporočam ljudem jemanje, uživanje teh izdelkov tako na tem preventivnem delu in kot tudi pri samih težavah oziroma bolezni. No in kot sva že prej povedala, pomembno je, da ima človek zaupanje. Jaz vam zaupam in bom ene kar naročila. Hvala lepa za vse informacije. Hvala lepa tudi vam.